sem se udeležila kongresa nemške CDU v Karlsruheu in tam sem imela priložnost spoznati, kako delujejo ministri nemške vlade in pa se mi nehote vsiljuje tudi primerjava seveda z ministri in pa slovensko vlado. Me naša vlada ali pa naša država spominja na nekatere afriške države, ki sem jih v prejšnjem mandatu obiskala, ko vladarji živijo oziroma vladarji imajo zelo razkošne palače in razna ministrstva, svoje račune v tujini, medtem ko prebivalstvo nima niti za kruh in vodo. Kongres Nove Slovenije bo 11. decembra v Kranju, to bo volilni kongres. Nova Slovenija je lansko leto sprejela novi statut, po katerem ima vodstvo in pa vsi organi imajo 2-letni mandat. Tako bomo volili samo predsednika, del izvršilnega odbora in pa nadzorni svet ter častno razsodišče, medtem ko podpredsednike in del izvršilnega odbora predlaga predsednik sam kasneje. Svet je pa sestavljen iz predsednikov občinskih odborov in drugih funkcionarjev. Še vedno potekajo tudi pogovori, usklajevanja, zato tudi ne morem z gotovostjo napovedati svoje kandidature. Sem ena od možnih kandidat, ker me je kandidiralo tudi kar nekaj odborov, so pa v igri tudi drugi kandidati, zato še potekajo pogovori. Smo proti temu novemu zakonu o RTV Slovenija, ker mislimo, da je slabo pripravljen, ne ponuja pomembnih izboljšav za delovanje RTV Slovenija, ponovno želi, da ima politika večji vpliv na delovanje RTV Slovenija, izključuje tudi civilno družbo, naprimer tudi verske skupnosti, zato mi tudi odločno protestiramo proti takemu ravnanju. V Novi Sloveniji smo že prej podpirali predlog zakona, ki je obravnaval to malo delo, ampak istočasno je predvideval tudi, oziroma drug zakon, ustreznejšo štipendijsko politiko. V stranki se zavedamo, da študentsko delo ima velike pomanjkljivosti in v takšnem obsegu, kot se sedaj pojavlja, gotovo ni dobro za družbo, za delovna mesta. Ampak če hkrati ne rešujemo tudi štipendijske politike, potem pač v tem smislu mi podpiramo študente, ki se pač borijo za to, da bodo lahko tudi v prihodnosti študirali. Se bo Mlada Slovenija vključila 40,000 podpisov in tudi aktivno potem kasneje sodelovala v sami referendumski kampanji, kajti si ne želimo takšnega zakona, ki samo jemlje in nič ne daje študentom in tudi onemogoča kakovosten študij tudi v prihodnje. Sama menim, da bi morala vsaka vladna koalicija se najprej potruditi, da bi dosegla čim večji konsens in podporo čim več zakonodaje, torej čim več zakonov. Seveda v primeru, ko pa to ni mogoče in se javnost ne strinja, je pa seveda pravica državljanov do referenduma. Mislim pa, da bi bilo ob tej inflaciji referendumu smiselno, da bi v Sloveniji sprejeli tudi zakon o referendumskem dnevu, kjer bi lahko združili več referendumov.